Amedej Vetrih, dobrodošel nazaj, spet smo v Domžalah, kjer si skupno preživel 4 sezone. Kako lepo se je vrniti na ta stadion, v to mesto? Prvo hvala za povabilo. Zdaj ne vem, ko bi povedal, da bi izpadlo čim manj teatralno, ampak dajmo reči, da nekako nostalgično. Da se je fajn vrniti na to igrišče in itak, spomini so lepi. Hkrati se pa počutim tudi ful domače. Sicer sem mislil, da se bom še kdaj vrnil, ko sem zapustil ta klub, da sem še kdaj vrnil na to igrišče kot igralec. Žal se tako ni išlo, ampak v redu, vsaj za intervju. Kako gledaš na to obdobje v Domžalah? 4 leta, veljal si za pomembnega člena ekipe takrat, prišel si pri Luki Elznerju, ki mi zdaj gre dobro v Franciji, napredoval in se ustalil si pa pri Simonu Rožmanu se. Ja, tako je. Ko sem že večkrat povedal, definitivno je to 4-letno obdobje najlepše v moji karieri in bi rekel tudi v mojem življenju. Konec koncev sem tukaj si ustvaril družino, prvič se preselil tudi s punco na svoje, tako da neko skupno življenje, hkrati pa vsi te uspehi z Domžalami in vsi cilji, ki smo jih imeli, smo jih večinoma izpolnili, tako da je bilo tudi z rezultatskega vidika zelo dobro. Predoval kot igralec, kot človek in to je tisto, zaradi česa sem tudi prišel v to okolje. Najlepši spomini na rumeno družino? Pokalna lovorika, evropske tekme, Marseille, West Ham, Freiburg, kaj tebi ostalo v najlepšem spominu? Ja, sigurno to obdobje teh nekih 2-3 mesecev, ko smo imeli Evropo in seveda zmaga v finalu pokala. Tako da ja, te evropske tekme, itak izločitev Freiburga in potem odlična, izjemna predstava, jaz mislim, na Stožicah proti Marseju, ker mislim, da vse so neke slovenske ekipe tudi že zmagovale evropske velikane in igrale dobro v Evropi. Ampak mislim, da tako z vidika same igre in dominance v igri, mislim, da ni še nobena ekipa v Sloveniji tako dominirala proti nekemu evropskemu velikanu in mislim, da sploh s to domačo tekmo, kjer bi si zaslužili tudi na koncu, če gledaš po priložnosti, boljši rezultat, smo lahko zadovoljni z vsem skupaj. Tako da to je tisto nekje 2-3 meseca obdobja zmaga v pokalu in ta Evropa. Lepe trenutke je pospremil tudi tisti manj lepši, ki te bo pač hočeš noče zaznamoval za vedno, ampak se je išlo zelo dobro. Iz Domžal bi sicer takrat moral verjetno v Izrael, drži? Drži. Pa se je zgodila tista, kako bi rekli, afera. Kako težko ti je bilo takrat? Izjemno težko, sploh z tega vidika, ker sem bil praktično pred prestopom. Šlo je za Hapoel Tel Aviv, stvari so bile v nekem dogovarjanju, ampak zelo blizu. In se je nekako, potem so se ta neka upanja o prestopu podrla. Nasplošno pa lahko razumete, da je ta situacija, ki vrže neko črno piko na tvojo kariero, precej težka in da se pač treba nekako, kako bi rekel, upreti tem negativnim mislim, ki jih imaš v takih situacijah. Ampak mislim, da sem se predvsem s podporo kluba, ljudi v ozadju, družine, prijateljev temu dobro postavil pod robu in prišel po robu in prišel nazaj še močnejši. Si pa ta čas, ko nisi bil v nogometu, najdel drug šport. Kateri? Tako je. Vidim, da si le dobro obveščeni. Ja, posvetil sem se tistih 6 mesecev v boksu. To je bil pač tudi, nogometa itak nisem smel trenirati. In tako da je bil to eden od športov, ki me je že prej malo veselil, malo sem spremljal. Ne bom rekel samo boks, načeloma vse borilne veščine. In sem malo spremljal in tukaj pri Bor Bratušev v Domžalah imajo dobro to boksarsko šolo, MMA. In sem se pač pridružil treningu in sem zaljubil nek nov šport. Tako da ja, me je to tudi nekako ohranilo v formi in sem ful vesel, da sem šel. Bil si v Gorici na začetku, potem 4 leta v Domžalah, na to še 4 leta Turčije. Pozno si odšel v tujino, ampak uspelo se ti uveljaviti, prišel si tudi do reprezentance. Kako si užival v Turčiji? Ta 3 leta v Turčiji so bila izjemna. Prvič si na nekem višjem nivoju nogometa, tako redno, ne samo ko igraš v Evropo, ampak redno igraš proti velikim ekipam in velikim igralcem in sigurno je to neko obdobje, v katerem, oziroma neko okolje, v katerem lahko napreduješ. In tako je bilo tudi z mano.
Mislim, da sem pa šel v tujino točno v pravem času, mislim, da dovolj pripravljen psihično in fizično, da igram na tem nivoju in ne bi nič spremenil. Oziroma, nekoč so govorili, da moraš iti v tujino čim prej, da je to pač dobro, da se ti iztekajo zadnji dnevi. Govorim tam o tistih letih 22, ko imaš 23. Ampak je tako, enim uspe prej, enim malo kasneje. Jaz mislim, da sem jaz šel v pravem času in sem vesel, da mi je to uspelo. Reprezentanca je bila pa verjetno pika na i. Ja, itak mislim, da vsak, ki igra nogomet, si od otroštva želi obleči dres z državnim grbom. In to je bil tudi eden izmed mojih ciljev. Tako da ja, tisti prvi nastop na Slovaškem oziroma prvi vpoklic takoj po drugi tekmi z Marsejem. Občutki so bili pač nekaj izjemnega in mi je res v ponos, da sem lahko 14-krat oblekel dres z državnim grbom. Zelo hitro si končal kariero zaradi zdravja. Kaj se je zgodilo oziroma dogajalo, da si sprejel potem to odločitev? To verjetno ni bila enostavna. Ne, definitivno ni bila enostavna. Tudi plan je bil tak, da bi jaz vsaj še eno leto ostal v tujini in se pol vrnil nekako za 1-2 leti nazaj v domačo ligo. Ampak nekako po tistem zdravstvenem zapletu jaz moram reči fizično, predvsem pa psihično, mislim, da nisem bil več na takem nivoju. Pač grejo ti različne skrbi skozi glavo, tudi določene bolečine se ti pojavljajo, na katere pač sam kot normalen človek ne moreš odgovoriti. In tako, ko sem zdaj pred kratkim gledal intervju od Mitja Piriha in je rekel, ko se začne igralec več ukvarjati sam s sabo, kot pa z nasprotnikom, je čas, da se zahvali in reče čau in pusti mesto drugim igralcem. Tako da sem se poslovil, mislim, da na dokaj vreden način. Sicer še kakšno leto bi lahko potegnil z vsega skupaj, ampak mislim, da sploh kar se tiče zdravstvenega vidika, da je bila to prava odločitev. Vsaj tako se je po letu s ponovnim boleznijo pokazalo, tako da sem zadovoljen, da je prišel do tega. Imel si pljučno embolijo, si rešil zadevo. Kako sploh to nekomu opisati, predstaviti? Jaz sem imel to srečo, da sem čutil določene znake, neke bolečine pod lopatko, vsaj zdaj v drugem primeru. In sem zaradi oziroma prve pljučne embolije, ki sem imel v Turčiji, imel vsaj nek pogled v to stanje in sem se pač odločil, da grem do zdravnika. Ker načeloma to je bila bolečina, ki bi jo lahko opisal kot mišična bolečina. In sem se odločil, da grem za vsak slučaj do zdravnika oziroma na urgenco, da se mi pregleda. Če ni nič, ni nič, če ne pa. In na to srečo so mi naredili vse preiskave in so mi pač ugotovili, da imam spet pljučno embolijo. To gre za strdek pač na pljučih. Tako da nič, pol sem bil 5 dni v bolnici, kjer dobivaš te zdravila proti strjevanju krvi, da se ti to nekako ščisti in pol te odpustijo domov. Zdaj sem pa na 6-mesečni terapiji s zdravili, kjer je pač moja kri bolj tekoča, bolj redka, da se nekako izogneš ponovni bolezni. Kaj počne danes Amedej Vetrih? Ja, zaenkrat oziroma na novo sem nekje v januarju začel trenirati naše selekcije v svojem prvem klubu, NK Vodice Šempas. Tako da zaenkrat me to ful veseli, se vidim temu in sem se vpisal tudi za licenco, ki je sicer v Vipavi šele konec septembra, ampak okej, bomo počakali do takrat. Tako da nič, drugače pa se športa, malo hodim laufat, zdaj modern padel, hodimo v Staro Gorico malo padel igrati, tako da to je načeloma to. Kdaj te lahko spet vidimo v Domžalah? Ne vem, številko moje imate, tako da vklečite, če rabite kaj. Ne vem, verjetno na kakšni tekmi, no, predvsem. Tako da upam, ko mi bo čas to dopuščal, sigurno prijem pogledati. Ampak zaenkrat uživam še malo izven tega profesionalnega nogometa.